Dragi prijatelji, težko je na teh naših vsakodnevnih protestih, ki jih za javno in komercialno televizijo očitno ni, povedati še nekaj, kar se v teh dnevih, tednih, mesecih tukaj še ni slišalo. Na misel mi prihajajo prve besede, ki jih je izrekel velik slovenski domoljub Ivan Borštner tistega davnega leta 1988 na Roški cesti v Ljubljani, ko so ga spustili iz vojaškega zapora. Izrekel je tisti znameniti Cankarjev citat: "Jaz, bratje, pa vem za domovino." Verjamem, da vsi danes prisotni resnično vemo za domovino, zaradi tega se tudi tukaj že več kot 2 meseca zbiramo na tem mestu v podporo človeku, ki je za slovensko državo najbolj zaslužen. Tukaj prisotni smo očitno tudi slaba vest za ljudi, ki stojijo za tem procesu proti Janezu Janši. Kako sicer razumeti to popolno medijsko ignoranco o naših protestih? Kako razumeti drugače? Kljub temu, da se že več kot 2 meseca zbiramo na tem mestu in to ne glede na vreme, nam najvišji predstavniki sodstva še naprej vneto zatrjujejo, da o vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti delajo na vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti delajo prednostno. Kljub taki prednostni obravnavi vrhovni sodniki, ki sodijo v imenu ljudstva in od tega ljudstva so tudi plačani, v več kot 2 mesecih te tako imenovane prednostne obravnave niso uspeli sprejeti nikakršne odločitve, niti odločitve o prekinitvi prestajanja kazni, za kar ne bi potrebovali več kot 1 delovne ure. Slovenski narod je imel v svoji zgodovini velike pravnike. Naj omenim samo Leonida Pitamica, ki pa je kljub temu, da so ga komunistični oblastniki želeli zbrisati iz zgodovinskega spomina Slovencev, še vedno z zlatimi črkami zapisan v pravni zgodovini Slovencem. Močno dvomim pa, da bodo s takimi črkami zapisani tudi sodniki, ki imajo v rokah škarje in platno v zadevi proti Janezu Janši. Prepričan sem, da bo o njihovem ravnanju končno sodbo, ki pa ne bo ravno prizanesljiva, slej ko prej izrekla zgodovina. Zato je tem bolj nerazumljivo zavlačevanje sodišča. S takim ravnanjem se ne daje nikakršen prispevek k utrjevanju demokratične pravne države, ki je naš skupni ideal, prav tako ravnanje ne prispeva k dvigu ugleda sodstva. Dragi prijatelji, očitajo nam, da smo drhal, da rušimo ugled sodstva, da sodstva ne spoštujemo. Pri tem pa pozabljajo, da je spoštovanje ter ugled sodstva nekaj, za kar mora biti v prvi vrsti poskrbeti sodstvo samo svojim delom. To sodstvo bo dobilo ustrezen ugled, kot tudi spoštovanje v javnosti, ko si bo to na podlagi svojega dela tudi zaslužilo. To je pač neizprosna resnica, ki ga pa žal del sodne veje oblasti pozablja oziroma ne razume. Sodstvo ne more biti neka institucija, katere kritika ni dovoljena, in tudi sodstvo ne more biti institucija, ki ima zapovedano spoštovanje. Kot nas uči zgodovina, se samo v diktaturah zapoveduje spoštovanje oblastnikov in institucij. V normalnih demokratičnih državah pa se do ugleda in spoštovanja pride zgolj na podlagi svojega preteklega in sedanjega dela. Vsi tukaj prisotni zahtevamo od vrhovnih sodnikov zgolj to, da o vloženi zahtevi dejansko čim prej in prednostno odločijo.
Glede na hitrost odločanja sodišča pa si vendarle ne morem kaj, da ne bi zaključil, da je ta hitrost odločanja očitno prilagojena nekim skrivnim interesom garniture, ki od leta 1945 dejansko nikoli ni sestopila z oblasti in je tudi po formalni uvedbi demokracije obdržala vse ključne vzvode oblasti v svojih rokah. Cilj, dragi prijatelji, pač očitno posvečuje sredstva. In Janeza Janšo je bilo potrebno odstraniti iz volilne tekme, sedaj pa ga je potrebno držati pod ključem očitno tako dolgo, dokler se ne oblikuje nova vlada. Preveč je podrobnosti z letom 1988, ko je takratna mladinska organizacija oziroma kandidat za njenega predsednika Janez Janša še v enopartijskem, nedemokratičnem sistemu napovedal boj za oblast in rušitev partijskega monopola. Tudi takrat se je Janez Janša znašel kot po naključju še pred volitvami za predsednika mladinske organizacije v zaporu. Vidite mogoče kako podrobnost s sedanjostjo? Naj sklenem, svoboda Janezu Janši, svoboda Sloveniji.